Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer. Danes gostimo izjemno osebo, ki je poznana po svoji edinstveni poti preobrazbe. Odločno je stopila na to pot, premagala številne ovire, potočila mnogo solza, da lahko danes polno živi, predvsem pa v telesu, o katerem je nekoč le sanjala. Lepo pozdravljeni, Salome. Živijo, dober večer, Štajerski. Zelo sem vesela, da ste si vzeli čas, glede na to, da ste zadnje čase precej zasedeni, kaj ne? Ja, v bistvu trenutno igram svoj avtorski stand-up kabaret po celi Sloveniji, tako da februar je bil kar pester, skozi sem na poti, spoznavam našo lepo deželo, in krasne ljudi. Zdaj vaš avtorski stand-up, občinstvo lahko spozna vaše življenje, polno je smeha, pa moram priznati, tudi sama sem si ga ogledala, tudi kakšen del, ki se te dotakne, morda celo kakšna solzica nastane. Pa jaz sem želela zdaj, ker sem prišla do ideje odličnega imena Iznenada Salome, igra besede Iznenada Salome, sem rekla, da bom zmešala vsa ta čustva, ki človek ima, to je smeh, radost, žalost, tako da sem to malo prepletla in mi je zelo dobro uspelo, publika in komentarji na družabnih omrežjih vse povejo, koliko so zadovoljni in koliko jim je všeč predstava. In moram povedati, da jaz v Sloveniji res krasno publiko imam in ta menjava, ki jaz dobim od te publike, je bila in še bo nekaj prekrasnega. Jaz sem rekla, mojo publiko si želi vsaki umetnik. Zdaj rekli sva, da ne bova preveč razkrivali, mogoče na tem mestu, kar povabiva v prihodnjih dneh, najprej 2. marca v Rače, v kinodvorani se bo odvila vaš stand-up, nato 5.3. v Narodnem domu v Mariboru in pa 22.3. v Dravogradu v dvorani Špik. Kaj ne morda kar povabilo na tem mestu? Ja, jaz bi lepo povabila vse. V Mariboru smo bili razprodani, v Dravogradu smo prvič. Jaz obljubljam res en krasen večer, veliko smeha, ker ljudje si ne predstavljajo tega, se veliko smejemo, se veliko zamislimo, tudi publika mi joka, me zelo stisne, ko vidim, kakšne v publiki, ki se zjokajo na koncu, ampak to vse pove o moji publiki, da imajo srce. Znani ste potem, da podirate mnoge tabuje. Zanima me, če se kdaj srečate s sovražnim govorom in kako se odzivate nanj? Pa veš kako, jaz nimam tabujev. Kaj je to tabu? Jaz živim svoje življenje, kot bi rabo vsak živeti svoje življenje. Na internetu so ljudje brez hrbtenice. A veste, meni v življenju, v moji karieri ni nobeden nič v facu rekel. A na internetu so to ljudje pod lažnimi imeni, nimajo slike gor, to se pove o tem ljudem, to so zagrnjeni ljudje nesrečni s svojim življenjem. Ker človek, ki je srečen sam s sabo in svojim življenjem, ne bo si vzel čas in šel na internet pljuvati po kome. To je ljudi, ki si želijo moje življenje, živeti to življenje, imeti, lahko rečem, jajca. Se jih nimam več, samo, a veš, jaz imam jajca, imam poguma, ti grdi komentarji, jaz sem že na sceni v Sloveniji več kot 35 let in oni so mene zgradili v močno samozavestno žensko, oni se sploh ne zavedajo, koliko se jim jaz smejim, ko mi kaj grdega napišejo. A veš, ker jaz sem srečna, jaz vem, kaj je ozadaj njih. Oni so nesrečni, nezadovoljni, imajo slabo službo ali nimajo službo, ali sploh ne iščejo službo. Živijo na mamini hrbtenici, na mamini hiši. Jaz živim sama že kad sem od Raba šla z 20 leti. Jaz preživljam samo sebe. Oni pa živijo pod streho mamice in na kavču komentirajo televizijo ali na internetu pljuvajo po ljudeh, ker nimajo svojega življenja. Žalostno. Zdaj, ko ste omenili ta jajca, ki jih danes več ni, da se dotakneva ravno Pirhe.
te operacije. Zdaj, da nekdo lahko spremeni spol, nam je tako rekoč znano, pa vendar mogoče se poraja pač vprašanje glede samega postopka. Dajte nam malo opisati, kaj to celo tkivo penisa uporablja, ali kako je? Ja, mislim, zdaj smo na medicinskem simpoziju. V glavnem, ko pravijo, a ne, jaz večkrat slišim, da so mi ga odrezali, so mi ga reciklirali. V bistvu vse je uporabljeno, vse je tukaj, sem seveda jajčk, ampak orgazem se doživlja preko živca penisa, glave penisa. In jaz to še vedno imam, jaz doživljam orgazem, ne, ljudje mislijo, da mi ne doživimo orgazem, seveda so bile neuspešne operacije leta nazaj, ko medicina ni toliko napredovala, ne. Ampak vsa osnova, uretra, vse je tukaj, ne. Tako da ti čutiš in uživaš v odnosu, ne. Tako da seveda otroke ne morem imeti, po operaciji me je tudi malo to zagrabilo, ta žalost, ne, po materinstvu, ne, ali očetovstvo, ali kako hočejo, to bojo zdaj eni rekli, ti bi lahko bilo tac, ali nema veze. Ampak danes ne bi imela več otrok. Zato, ker živimo svet se spreminja na zelo negativno. Tehnologija je veliko spremenila. Ljudje so ratali ful, zagrenjeni, nezadovoljni, sovražni, do vsega. In ne vem, kaj puščamo mi tim mladim generacijam za nama, kaj mi puščamo tim otrokom. A bojo imeli vodo, a bojo imeli čisto, a bojo, ne vem, te vojne, zakaj vojne, koliko otrok se ubije na dan, tako da ne bi rada pustila otroka v ta svet. Res, ker si ne želim, da bi nekdo trpel, se ne veš, kaj bo z njimi. Mi bomo še neki preživeli, te generacije, kaj bojo z njimi, kaj bo z njimi, pa žal si ne upam sploh pomisliti. Upajmo na najboljše, drugega nikaj ne. Ne bo najboljše, ker je kapitalizem uničuje svet. Ti bogati uničujejo, ta peščica ljudi uničuje cel svet. Ker so pohlepni, hočejo več ta pohlep, človeška pohlep, ko mislijo, da ne bojo nikoli umrli, razumeš, in ta pohlep uničuje. Pohlep je nekaj najgorega. Ne? Pa da se midve vseeno vrneva malo k prijetnejših. Ja, ajmo. Zdaj, jaz tudi ne maram tih tem. Orgazem, ne? To verjetno vas je morda skrbelo, da ga ne boste doživeli. Bi lahko rekli, da ko ste ga... Ne, ni me skrbelo, jaz sem verjela, da ga bom, ker so mi rekli, da bo. No, pa ko ste ga prvič, bi lahko rekli, da ste se takrat prvič, mislim, da ste se zavedli, da zdaj lahko bom v polnosti uživala v tem novem telesu. Ja, glej, jaz sem tudi pomislila, kaj če so se zlagale te transpunce, kaj če ni, kaj če rečejo, da je, ker jim je neroden reči, da ni. A veš, to mi smo narejeni tako, da začnemo takoj negativne stvari razmišljati. Ne? To je bila ovira tudi, da ja nisem recimo v enem letu po operaciji doživela orgazem, ampak... Je bilo torej kar veliko dela in vaje potrebno? Pa ne, nisem sploh znala, kako, na kakšen način priti do tega orgazma. Ne. To je novi organ, to je trebalo se spoznati in seveda ustrajati. Ne. Mi ženske razmišljamo o 100 stvarmi, ko gremo v posteljo. Ne. Seveda prvi orgazem ni bil z moškim, ne. To sem jaz sama morala priti do tega. Ne. Niti me je zanimal moški, hotela sem videti, kako... Če je, koliko je, pa ne, ali v glavno je, ne, jaz sem se zelo jokala, ko sem doživela prvi orgazem, seveda od sreče, ne, ker nisem mogla verjeti, da je, da to naredijo in da to funkcionira, ne. Kaj pa trenutek po operaciji, ko ste se zbudili, vas je mogoče malo skrbelo, kako bo to vse izgledalo? Je bila samo tista sreča ali ste se morda še s kakšnimi drugimi občutki srečali, ko jih niste pričakovali? Jaz, ko sem se zbudila iz operacije, sem začutila moj penis, jutarnjo reakcijo. Mi ni nič bilo jasno. Kako ja čutim jutarnjo reakcijo, a jaz sem operirana? Ne? Ker nisem se še zavedala, da v bistvu
jaz imam celo uretro penisa še vedno v sebi, a ne? Jaz imam to not. In zjutranja reakcija, se vemo, jaz sem čutila, takrat sem še razmišljala, penis čutim, a ne? Zdaj v bistvu vem, da ko se jaz zburim, se v bistvu uretra dvigne, a ne? Tako da, mislim, ne vem, kdaj je ta oddaja na televiziji? Jo, jaz se opravičujem, dragi Štajerci in Slovenija, da tako grdo govorimo. Zdaj, vi ste šli čez vso to operacijo praktično sami, podpore niste imeli, ker ste se odločili, da nikomor ne boste zaupali. Kako ste lahko nosili vso to breme sami? Mislim, veš kako, zakaj jaz nisem recimo rekla mami, sestri, bratu, družini, da ja grem na operacijo, zato kaj bi me probali prepričati. Zakaj, da ja imam pred operacijo stres? A ne? To je moje telo. Vas je morda tudi... Zakaj bi ja njima sploh povedala, kaj bom ja naredila z mojim telesom? Je bil mogoče prisotno vsaj malo tudi tisti strah, da bi nekoga, ki ga imate tako radi, razočarali? Briga me. Čak malo. To je moj life. Ne živim ja mamino življenje. Mama živi svoje življenje, jaz živim svoje življenje, ti živiš svoje življenje. Torej vam je bilo vseeno ali... Hvala, da mi je vseeno bilo. Gre se, da sem jaz srečna. To je najbolj pomembno. Zato so ljudi nesrečni, ker ne živijo sebe. Treba si upati biti to, kaj si in živeti sebe. In ker svi mi imamo neki odnose s našim mamam, a ne, ki so zelo podobni. A ne. Moja zgodba mogoče izgleda, bi rekli, kaj pa ja imam z njezino življenjsko zgodbo. Vsi mi imamo iste odnose, podobne odnose, slabe odnose, ki se prepletajo z dobrimi, slabimi, a ne. Ampak zmeraj na koncu zmaga ljubezen. Tako da moja mami zdaj ima 87 let in nikoli ni prepozen, da narediš en krasen, ljubeč odnos s svojimi starši. Ni bilo vedno lahko, kar nekaj časa je tudi ona potrebovala, da sprejme to, pa vendar danes sta tudi pravi prijateljici, bi lahko rekli. Pa veš, kaj je problem v tih odnosih? Ker ljudje hočejo spreminjati druge. A ne, mene je mami hotela spremeniti, jaz sem nju hotela spremeniti in dok smo se mi hoteli spreminjati na drugo, so bili konflikti. Ko sem ja mojo mamo sprejela tako, kakva je in ona mene tako, kakšna sam, se vse spremeni in se naredi ta lep, ljubeč odnos starša in otroka. A ne? Svi starši sanjajo, kaj bi oni, da so njihovi otroci, pa puste jih, dajte jim življenje, naj živijo in si ustvarjajo svojo življenjsko pot, starševega dneva ne bo in kaj boš živel, ko si mlad, za starše. Ti treba živeti svoje življenje. Svi imamo svoje želje, ne imamo vsak svojo glavo. Ne rabi nam mama in tata nositi našo glavo. Zato imamo možgane, da razmišljamo, kakšne želje imamo, kaj bi v življenju ustvarili, kaj bi imeli. A ne? In da poskrbimo, da v osnovi smo sami srečni. Da ljubiš sebe na prvem mestu, a ne, da imaš svoje sanje, želje, kaj bi delal v življenju. Da delaš delo, ki te veseli, kot ga jaz trenutno delam. A ne. Brez dlake na jeziku govorite o spolnosti, pa vseeno, če se spomnite... Pa vsi bi morali govoriti o spolnosti. Ti se neki zgražajo in se neki tabuje, a to delajo za 4 zida. Ampak verjetno že tisto malo privzgojeno, ko starši nekoliko že svoje otroke zavirajo, ko začnejo raziskovati... To je veliki problem danes, ne? Zato pol zaidejo pa mlade punce so noseče, a ne? Premlade so noseče. Zakaj? Ker jih niso pripravili starši, ki se o temu ne govori doma. Spolnosti se treba govoriti, treba te mlade ljudi pripraviti na to, na spolne bolezni, kako se zaščititi. To treba otrokom povedati, že ko začinjajo pubertetu, 13-14 let, in pa se čudijo, ja, noseča je, abortus bomo delali, ja, a ste povedali, da obstajajo kondomi, kontracepcija, pa to so leta, danes so otroci še prej spolno dozrejo, kot smo mi, a ne. To zdaj se za 13-14 let že je akcija taka, a ne. In kaj je ona, če ne zna, punca, če ne zna, ne, tudi recimo menstruacijo dobijo ful rano punce danes.
z 11-12 leti. Te prej ni bilo tako, ne. Tako da ja mislim, da bi v šoli bi morali že imeti spolno vzgojo. Ne samo, kako izgleda penis, kako izgleda vagina, nego da se jim razloži, ne. A ne, do česa lahko pride, a ne. Meni je žal mladih punc, ki se v bistvu, mladi se morajo izživiti, da so pol dobri starši, probati nekaj, zažurati, a veš, a ne pol, da 14 leti ti otroci ali 15, 16 že grejo v neke globoke veze in živijo in pol se zdivljajo, ko so starejši. Pol pa otroci spaščajo, zato je veliko tujih ločitev, ne. Ne vem, jaz zdaj izgledam, kot da sem neka profesorica in tle poučujem o odnosih, pa sem samska. Ravno to nekoč... Ali jaz to vidim, se opravičujem, jaz to vidim v moji okolini, a ne govorim jaz to zdaj blesavo, da ja ne bi vedela, jaz zelo, mi strelci, zelo dober, mi smo odlični rengen za ljudi. Pogovarjali so se sedaj o najstnikih, pa če se vrnemo v vaše čase tedanje, ko ste bili vi najstnik takrat še, zanima me, so vas takrat ženske privlačile moški, kako je bilo takrat? Ja, gledaj, na začetku itak vsaki otrok, zdaj naše starejše generacije, naši starši verjetno ni bilo to tako, ne, ali mi smo eksperimentirali vse, ne, vse te je zanimalo, spolnost te zanima, ne. Jaz sem imela odnose z ženskami in z moškimi, jaz sem bila zaljubljena v žensko in v moške. Ampak, kaj je bilo vprašanje? Če ste kot čutili takrat, če ste bili z moškimi, če ste bili z ženskami? Ne, jaz sem probala sve, ne. V bistvu jaz tako, kaj sem jaz, v bistvu jaz sem heteroseksualna ženska, meni so moški všeč bolj kot ženske, zaradi energije in tudi v spolnosti me bolj vzburjajo kot ženska, ali sem tudi odnos imela sa ženskom bez problema, ali to je bilo eksperimentiranje, nič drugega. Danes bi imela... Sploh tega vašega eksperimentiranja ste tudi marsikaj drugega poskusili, kaj ne? Kaj pa? Ja, swinganje recimo. Tudi to sem bila probala, eksperimentirala, ne. Kot vsak mlad, kaj pa misliš, da ti mladi delajo? To zdaj na telefonih to više, mi smo se osvajali takole, mi smo se od zunaj najdli, smo se pogledali v oči. Danes, veš kako mladi se osvajajo? Sve po aplikacijah. Ne vejo, s kom se zmenijo, s kom se dobijo. Tako uživa pa bolj slabo, veš? Tako da je to žalostno, kaj ta tehnologija dela, ne. Eksperimentirala sem pa itako vse. Saj sem že stara gospa, imam že 55 let, ne? Ali zato sem zdaj mirna. Jaz sem probala vse, veš. In jaz sem mirna, ja ne rabim nič več. Jaz sem zadovoljna sama sabo, zaljubljena sem končno v Salome, ne? Ker je najbolj pomembno, da voliš sebe, ne? Nekoč ste dejali, da verjetno, če boste kdaj v resni zvezi, bo to najverjetneje kdo iz tujine, saj v Sloveniji morda malo težje. To jaz tako govorim, pa, veš, mene tudi Slovenci osvajajo, ne misli, da mene Slovenci ne osvajajo. In tudi hočejo iti na kave, ali če mi ni všeč, ne bom šla z nekom na kavu, pa da me tam gnjavi, ne. Da ne izpade, da mene Slovenci nočejo, Meni vsak dan pišejo na internetu, kaj pa misliš? Slovenci so tudi, imajo rada trans ženske, ne? Pa tudi trans ženske s penisom imajo rada, da se razumemo, ne? Ker rečejo, da oni mislijo, da to Slovenci ne marajo. Valjda, da marajo, kakšen moški ne mara tako gospo. Dobro, jaz sem zdaj že v letih, ali jaz sem bila mlada, lepa in valjda, da sem imela odnos kakšen z Slovencem, ne? Je bil med njimi mogoče tudi kakšen znan Slovenec? Je bil mogoče med njimi tudi? Tudi je bil, seveda, valjda, da je normalno, da je bil, če se krečeš v krogu znanih ljudi, ne. Zdaj pogosto slišimo, da recimo imajo moški svoje družine, pa jih zanima takšno in drugačno eksperimentiranje. Evo vidiš, to mene ni zanimalo. Mene niso nikad zanimali moški, kateri so poročeni. Če sem zvedla, da je poročena ali ima dekle, sem se takoj umaknila. Naj gre punci. Mislim, veliko nas ne ve, veliko ljudi ne ve, koliko je poročenih moških, tudi homoseksualnih. Ravno to.
ker imajo familijo, da so se skrili na vaseh za okolino v službi, imajo otroke, po noč pa na potovanjih pa harajo okrog, iščejo v bistvu moškega. No, to meni ni kul, meni to ni v redu. In jaz, če sem zvedla, da je nekdo v kakem odnosu, sem rekla, glej, imaš punco, hvala lepa, da bom jaz druga, da, veš, pa da mi je žal teh žensk, ne. Itak to enega dneva pride se ven, ne. A veš, to ne moreš ti skrivati, da se to ne zve. In pol kdo izpašta? Otroci, a ne? Žena, čisto razočarana. Žena bo prej sprejela, da je mož vara žensko kot z moškim. Ker tlele ne more ona nič popraviti, ne more konkurirati s tem moškim, ne. Tako da je tega veliko v Sloveniji. Ne se misli Slovenija, da tega ni, tega je ogromno. Pa vseeno, jaz mislim, da eno izmed takih pogostih vprašanj, ko je nekdo malo radoveden, pa z vami govori, je ta seks. Kako ste ga doživljali nekoč? Danes so ljudje zelo spoštljivi dome, to moraš vedeti. Dobro, so izvzeci po internetu, ali to ja ne računam, da so to... Mene ful spoštujejo ljudje, ker vejo, koliko sem naredila in koliko bom še naredila, in vidijo, da sem pametna in da sem predvsem človek. A veš, imeti srce, sočutje, a ne, pomagati v stiski ljudem, a ne. To je zelo lepe kvalitete, ki jih danes več ni, a ne. V času korone, recimo, jaz sem podarila čisto novo tablico, ki je še nisem izplačala, in cel en računalnik hišni sem dala v varno hišo eni mamici za 2 otroka, da so se lahko šolali. Zdaj sem bila v Afriki s Tomažem Mihaličem z Marlenco, a ne, dol pomaga Tomaž eni vasici in sem tudi veliko donirala, in na Zanzibarju sem toliko zdevala denarja tem Masajem, in ni človeka, da nisem pustila tringati tamo, ker sem videla, kako težko živijo, pozabljeni od Boga, od države, brez vode, elektrike, lačni, da te srce stisne. Za eno šolo sem kupila tudi zvezke, svinčnike, barvice, sladkarije smo nesli, ne vem koliko smo kil sladkarij nesli, lizik, bombonov. Glavnem dejanja, ki dokazujejo, da tako je, človek. dokazuje, da sem jaz človek, in kaj mi bo pol en komentar, da tamo kaj mi napiše, alo, jaz znam, kdo sem. To je zelo pomembno, vedeti, kdo si. Veš, kaj sem te hotela vprašati, a to je seksualna oddaja? Kadar gostiš Salome, pa vendar ja, pa nisem vedela, jaz sploh nisem pričakovala, da se bo toliko operacij pa to, ne, mislim, to je že zgodba od prej, ne, ali dobro, malo da osvežimo, da ljudje ne pozabijo, ne, da ne bojo mislili, da jaz govorim o posegu, je to v predstavi. Tega ni, bo pa zagotovo veliko drugega zanimivega, kaj ne? Ja. No pa vseeno tisto vprašanje mi morate še odgovoriti. Kjero? Spolnost, ko ste bili nekoč še moški, pa danes, kako se razlikuje, kaj so tiste ključne stvari? Ja, valjda, da se razlikuje, pa to ne moreš usporejati. Ko da Mars in Venero daš skup, mislim, ne gre, a ne. Že vagina je taka in penis je tak, to ne more biti isti odnos, a ne. Z moškim je bolj mislim, ne razumem vprašanje. Ja, verjetno so občutki drugačni, ne? Ja, valjda, da so drugačni občutki, a ne, če ti nekdo gre v tebe ali ti greš v nekoga. Mislim, ne vem, jaz ne bi, to pa je otroci gledali, 9 ura je. Zdaj naš čas. Jaz se opravičujem, to je novinarka tako pripravila vprašanja. Vseeno, Salome, ob koncu me zanima, ko danes, ne vem, vidite sliko Nenada nekoč, kaj občutite? Da sem ga izkoristila za predstavo. A veš, ker pravijo ženske izkoristijo moške, sem izkoristila Nenada. Pa zakaj bi se sramovala tega pogumnega fanta, pa saj on je kriv, da z vama danes sedi tlele Salome.
Tako kot sem v začetku omenila, on je bil tisti, ki je premagal številne ovire, da lahko danes... Ja, on je bil poguman, on je imel bolj nabrit jezik kot Salome ga ima. On je bil tako tudi se skrego, se postavil zase. Ne. Jaz se samo umaknem, si mislim svoje, ne da mi se več ukvarjati z tem ljudem. Sicer, a veš, okrog mene ni več tih negativnih ljudi, ne. Ko sem bila mlajša, ko sem šla ven, valjda, da si srečeval sve svašta, ne. Ampak jaz sem zdaj doma, lepo, rada potujem, odpotujem kam, tako da jaz okrog sebe imam prekrasne ljudi, imam krasne prijatelje, čudovito družino in kaj rabimo več? Pa vse to je najbolj pomembno, družina in prijatelji. Itak prijatelji so družina, ki je samo narediš, a ne, mogoče včasih boljša kot ta prava, a ne, družina, tako da pa kakšno čudovito potovanje v spoznavanje nove hrane, novi ljudi, nove kulture. Pa to je smisel mojega življenja danes. Včasih pa tudi se kdo obrne na vas za kakšen nasvet, morda ob koncu danes prosim vas, vsem tistim, ki se morda počutijo ujeti v napačnem telesu in ne nazadnje tudi njihove starše, bližnje. Kaj bi jim sporočila, Salome? Pa veš, kako jaz veliko se slišim z starši, meni pišejo veliko na internetu, se dobim jaz sa starši na kavi in se probam pomeniti to. Drugačnost ni nič drugega kot dar. Zakaj? Smo vsi drugačni, kdaj bomo dojeli, da smo vsi drugačni, ti si drugačna. Svi mi imamo druge želje, svi mi drugače izgledamo, a ne? Zdaj, ljubezen nima meja. Ti lahko ljubiš psa, pa to ne pomeni, da moraš z njim seksati, a ga ljubiš, to so čustva. Ti lahko, eni ljubijo drevesa, ker čutijo tako. Drevesa so tudi živa, a ne? Se nam dajo kisik. Razumeš, je bolj komplicirano, če se otroci, če so trans, ne, je valjda, da je komplicirano, ker zdaj eni spremenijo spol, eni ne spremenijo spola, ne. Družbo treba spreminjati, ali nju se ne da spremeniti, ne. In pol lepo, jaz rečem, družbo pustite tam, vi živite svoje življenje, da ste srečni. To je najbolj pomembno. Družba se ne bo spremenila. So ljudje omejeni, a ne? Ker ne razmišljajo svojo glavo, ker verjamejo, kaj preberejo, ker slišijo, poslušajo, kaj jim drugi govorijo, a ne? Mi pa imamo možgane, mi lahko razmišljamo svojo glavo in naredimo svoje mnenje, a ne? Kot ga jaz naredim, a ne? Ampak družba ne bo tam, kje je, jaz pa bom lepo srečna. Poleg njih pa ne gledajo, pa ne uživajo. Ne? So pa tudi krasni ljudje. Zato živimo zaradi tih krasnih ljudi. Pa veš, koliko ja imam prijatelja starejših, gospa, gospodov, pa to je milina. A veš, kaj me volijo? Jaz vem, da me volijo. Tako da jaz nima pa, vidi se v moji publiki, ja imam vse generacije v dvorani. Starejše, mlade, srednje, vse imam. Tako da lahko rečem, da sem zelo srečna. Najlepša hvala, Salome. Ste en dokaz, da se da premagati vse izzive in uspeti. Želim vam vso srečo še naprej. Hvala za vabilo. Hvala ti. Hvala tudi vam, da ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BKTV.